Lep pozdrav. Danes bomo pokazali nekaj načinov brušenja nožev, predvsem način brušenja, ki ga jaz uporabljam za brušenje svojih nožev. Da tole takole režem. Zakaj mora biti nož nabrušen? Vsako orodje, če je izpravno, dela tako, kot mora. Isto velja za nož. Če nimamo noža nabrušenega, ne bo nož svoje naloge, svoje funkcije opravljal tako, kot mora. Zato mora biti tudi nož nabrušen. Ne glede, ga uporabljamo za lov, za gozdovništvo, bushcraft, mogoče za neko rezlanje, pač ne glede na razlog, je fino, da je nož oster in tudi oster nož je nekako varen nož. Načinov brušenja je več. Marsikdo brusi na marsikakšen drugačen način kot jaz. Pač to je neka taka zadeva, ki jo lahko uporabite, ali pa čisto običajen kamen. Ta kamen, običajno je fino, da ga imate s sabo za neko terensko brušenje, nekaj na brzino, potem razne take stvari. Na te stvari pač marsikaj imam tukaj, pa marsikaj sem probal, pa moram priznati, da ni kakšen hud učinek. Pa rečemo še ta, od Fiskarsa zadeva. Pač ena varianta je za nož brušenje, oziroma ta je za nož, ta je za sekiro. To nekako takole deluje. Imate sekiro, noter so valjčki in vlečete v bistvu po teh valjčkih. Meni je to zelo, bom rekel, štorast, neroden. Ki imam nož, vele. Potem isto velja za nož, prestavite na nož, tle je majhen bolj ozko, isto potegnete po teh valjčkih in potem brusite. Skratka, jaz na te zadeve nekako ne prisegam, to so res neke, bom rekel, bolj zasilne opcije, zato jaz uporabljam čisto nekaj drugega. Jaz za brušenje uporabljam dva sistema, ki sta si zelo podobna. To je od Lanskyja, s tem bomo tudi danes brusili. Kamne sem takole dal v posodico z vodo, da se malo namočijo. Nož je že vpet v sistem, ali sistem Gatko. To je takole, zelo isti sistem, edina v bistvu razlika je v velikosti kamna. Tako da v bistvu od Gatkota je bistveno širši ta brusilni kamen, pa mogoče malenkost daljši. Drugače sistema sta pa čist ista. Sploh tale Gatko je, bom rekel, mogoče majhen bolj priložen za uporabo, če brusimo kakšne večje nože. Če kaj tazga brusimo, kaj je moj Dark Blade, je skoraj, bom rekel, bistveno bolj priložno z Gatkotom. Drugače pa, bom rekel, za kakšne manjše nože, pa to je pa ta sistem od Lanskyja, meni skoraj bolj tako priročen. Kako ta zadeva poteka? Takole vidite, se
za zgornji rob noža ta sistem opne. Opnemo ga tako, da je dosti trdno, pač tukaj ga lahko z izvijačem zategnemo, pa pol še tle na kontra, tako da res nož fiksno stoji. Potem imamo pa tukaj različne kote. Jaz za moje nože, predvsem za nože, ki jih uporabljam za lov, pa za moje gozdovniške podvige, uporabljam 25 stopinjski kot. To je v bistvu ta druga lukenca od vrha dol, ta prva je 30, potem je 20, pa slabo vidim, ta spodnja je pa 17 stopinj. Potem pa zadeva gre. Zraven so take palčke, na katere pač namestimo kamne. Brusilne kamni so različnih grobosti. Začnemo z najbolj grobmu. Tole damo takole noter. Zategnemo. Evo. Damo takole. Potem v roke vzamemo sistem. Nekateri sistemi na ta način so še bolj dodelani, tako da v bistvu si jih lahko nekam na neko delovno podlogo namestite, ne rabite v rok držati. Zberete kot, kot sem jaz rekel, je za mojo uporabo nekje uporabljam 25 stopinjski kot. Evo, takole. In gremo. Enakomerno čez cel nož. Gledamo, da ko brusimo, da imamo konstanten pritisk. To majhen vaje rabite, da pridete do občutka, koliko pritisniti ta brusilni kamen. Obrnemo. Isto 25 stopinjski kot. In gremo do konca. In spet obrnemo. Kolikokrat gremo z enim brusilnim kamnom, je dosti odvisen od samega stanja noža. Jaz velikokrat svoje nože, ki jih samo, bom rekel, dobrusim, sploh ne grem s ta grobno kamno, ampak mogoče ta zadnje dva in je to čist dolgo. Prednost tega sistema je, da samega rezila ne opraskamo, ne poškodujemo. Zamenjamo kamen, vzamemo ven, sicer so 3-4 tele palčke, tako da ni problem. Potresamo, da ne bo samo mokro. Privijemo. Narekli 25 stopinjski kot, to je ta druga luknja od vrha in gremo. Že na samem kamnu, ko gremo s kamnom po rezilu, se čuti, da je druga granulacija kamna, da čist drugače prijemne. In tako nadaljujemo. Jaz ponavadi grem z enim kamnom ne 5-6krat, z ene strani, pa potem še z druge in potem zamenjam kamen. Takole. Pa spet.
lepo ostrina, se lepo počasi dela, tako da grem še ene 3-krat, 4-krat z ene strani, pa z druge za tem kamnom, potem bomo pa kamen. Obrnemo. Ni mi na roko. Zamenjal sem kamen. Običajno jaz potem, ta je v bistvu že zelo fin kamen, ta tret kamen, temu v bistvu nekako poskušam prije do tiste že nekako skoraj željene ostrine. Petkrat, šestkrat gremo skozi. Ta je že zelo fin, ta je pa v bistvu čist na koncu še za poliranje. Tako grejo po vrsti ti kamni. Obrnemo. Ja. Ni še v redu, malo bomo še mogli liti. Evo, še neparkrat gremo skozi. Še ta fin kamen. Eden je še bolj fin, ampak mislim, da onega sploh ne bo treba uporabiti. Ta je v bistvu res fin, tudi kar greste z tem kamnom po rezilu. Praktično se ne čuti več, da karkoli parimali. Dejansko samo še polirate. Jaz te dva sistema že uporabljam ogromno časa za brušenje svojih nožev in dejansko res to mi nekako najbolj ustreza in tudi nekako se mi zdi, da pač nož nabrusim, kolikor pač hočem, da nož dela
svoje, tako kot more, da je res oster nož, da ga lahko uporabljam in za lov, in za moje gozdovniške podvige. Evo. Zdaj je dejansko to nekako končano. Zdaj pa najprej tega odvijemo. Evo, odvijemo. Še tega je že nož padel. Takole nekako izgleda. Nož obrišemo, da bo suh. Običajno tudi, ko nož nabrusim, ga čistim, namažem, tako da je pripravljen za nove akcije. Evo, nož reže ko britvica. Za konec pa še ga potegnem po usnjenem pasu. Zato uporabljam star vojaški usnjen pas. Evo. Po usnju potegnem zaradi tega, da ko pri brušenju običajno nastane na rezilu neka iglica in da se to iglico pobere, da je res nož potem oster. Evo, cak, z ene strani, pa z druge. Evo, to bi mogli biti. Brišemo. Probamo, kaj smo naredili. Upam, da se vidi, da dlake nož brije. Še na papirju probamo. Jaz mislim, da je to v redu. Nož lepo reže, tako da je pripravljen za moje nove gozdovniške podvige. To je moj način brušenja, pač, ker sem ga nekako z leti usvojil z tem dvema sistemoma, se pravi z Lanskijem, večje nože, pa nekako brušen s temu Gatkotom, se pravi predvsem za te večje nože, majhen bolj, bom rekel, robustne, ker je večji ta kamen in ga tudi hitreje pa lažje nabrusam. To bi bilo za danes z moje strani vse o brušenju nožev. Lep pozdrav, do prihodnjič. Srečno!